Na Radiu Gorenc je moja sogovornica, gospa Minka Gantar. Dober dan vam želim. Dober dan. Minka, moje prvo vprašanje, prej sem pomislil na to. No, da vidimo. Človek se, tudi najboljšim se to zgodi, priznam, enostavno kdaj naveliča živeti. A imate kakšno idejo? Ja, imam, seveda. Vsak pade, se je normalno, da reče, pa zdaj ima pa dosti tega življenja. Ampak druga stvar pa je, dobro, veliko noč sva že obdelala, se je normalno, da vse smo ljudje, da rečeš, joj, dosti vam tega. Ampak na zemljo smo se prišli nekaj naučiti. In seveda nekateri sicer izberejo samomor, ker dejstvo je, da vsi koga poznamo, ki se odločil zapustiti. Druga stvar pa, kaj pusti za sabo. Pod prvo nedokončane zadeve in tragedijo v družini. In seveda ne lažji vršt puško v koruzo, pa reči, ne grem se več. Ampak po drugi strani pa nas pa te situacije učijo, da je nekaj treba spremeniti, ker drugače se ne pripeljali do tega, dost imam. No, in zdaj pa kaj pa pol naredite, ne? Včeraj sem bila na kavi z eno krasno gospo. Gospa je stara 70 let, v življenju je večkrat imela priložnosti, da je padla, pa je shujšala, pa se zredila in tako naprej. Ampak njeno sporočilo je bilo to. V službi sem delala preveč, na njeno mesto so zaposlili sedaj 3 ljudi. In nekaj, kar jo življenje uči, je ljubezen do sebe. Da reče, ne zmorem se, sem samo človek. In zdaj pa ženske smo še bolj umetniki v tem, kot pa moški. V tem, da ne zmorete? Da si preveč naložimo na grbo, da peljamo. Poglejmo direktno. Ženska pred 50 leti, ali je bila doma in če je hodila v službo, je bila ob 2 doma. Se pravi, imela čas skuhati kosilo, prati cunje, poskrbeti za družino. Danes zaposlena ženska zjutraj teče v službo, spotoma nekje odda otroke, pride zvečer domov in v tistem času, v bistvu v 2 urah, mora narediti vse, kar so naše mame ali pa babice naredile v 8 urah. Pa še totalno izčrpana je. Ja, no in ta gospa je mene najdla, ko je bila popolnoma na tleh, brez energije in takrat je v bistvu najdla mojo spletno stran srečnoživljenje.com in takrat sem ji dala eno kombinacijo vitaminčkov in kaj se je pol zgodilo? Posledično je shujšala, imela je več energije in pol smo pa, ko smo kavo pili, jaz si naročim kavo z mlekom, ona s smetano. Se nekaj, jaz zaradi beljakovin pač pijem kavo z mlekom. Je rekel, ampak mleko ni dobro, ker vsi govorijo, mleko ni dobro. Ampak mleko vsebuje beljakovine, ki so pa ključnega pomena pri tem, da se počutimo dobro, da ohranjamo mišično maso, da se tvorijo hormoni in dejstvo je, da ima kalcij. Kalcij, kje ga dobimo? Rečejo pol te ljudi, ki ne uživajo nič mlečnega. Ja, sej stročnice jem. Čakaj, a ješ 5-krat na dan stročnice, a jih ješ vsak dan stročnice? Ponavad ne. In če zmanjka kalcija v telesu, začnejo v telesu vstajati strupi. Strupi vplivajo na to, da se usedejo na mehka tkiva. Mehka tkiva so tudi možgani. In pojmo nazaj na staro modrost, kaj so rekli stari ljudje? Temu so pa možgani skisali. Ja, pa res. Ja, pa res. Se pravi, mu je zmanjkalo preveč kisline v telesu in se skisajo možgani. Rabiš kalcij. No in druga stvar, zdaj pa kako pospešiti vse skupaj, kaj so še rekli stari ljudje? Ta pa nima soli v možganih. Sol. Sol je ključnega pomena, ker veže nase kisline, v bistvu natrij veže kalij veže naprej kalcij, magnezij in tako naprej in se sproži cel proces razstrupljanja. In dejansko, če nimaš soli v možganih, jo dejansko nimaš. No, sedaj razumete, zakaj vedno znova vabimo gospo Minko Gantar v studio Radia Gorenc. Nekaj modrosti je omenila, veliko več jih je v knjigi, ko imajo hormoni žur. Podnaslov je, kako harmonija ponovno oživi naša čustva, misli in telo. To je velika uspešnica. Z nami je Minka Gantar. Super ste to. Ja. Dejansko te zaplavaš, ne? Ja, zdaj, to, a veš, to glede samomora je pa tako, da en del ljudi dejansko naredi samomor zaradi pizdarije. Ampak en del je pa psihično predestiniran.
en del je pa odklopljen in skozi se ve. Ne. Jaz sem se družil par let, tako zdaj pri drugi ženi, a ne njena familija in tako naprej. In pa tam ena gospa in je njen mož, kadar koliko so pila, ne, rekel, da je moja, jaz ne vem, koliko časa bo. In pa dejansko je naredila samo mož. Ampak je rekel, ne da se. Je rekel, ko sem jo spoznal, jaz nisem nič tega opazil, bila je totalno srečna, imela je te ekstatične faze, ko je pa padla dol in se pa v tem prebledu, ne, pod streho obesna. In meni se je utrgal čisto, on je prekinil stike z vsemi, šel na jadrnico, pa čisto z eno drugo žensko, zdaj živi čisto drugače, sina je tle pustil, sicer se je sin sam spravil k sebi, ne, zida zdaj, koliko je on zidal, ampak tudi sina je totalno, sin je tako, kot si je omenila v bistvu, sin je razumel, da ga je mama izdala. Nič drugače. Ti si mene zapustila, ker sem jaz tebe rabil. Tako. In to so pa zdaj podzavestni programi. Zdaj pa s tem se ukvarja. Ja, zdaj pa s tem, No, in to je pa reprogramiranje podzavesti, in to imam pa v tem zelenem delu. Dobro, zdaj povej, a bi zdaj to rada, jaz sem mislil to, ampak... Ne, dejva, peva pa bo iz tega, pa bo zaplavala na to. Prav, greva zdaj na sporočilo, pa bova videla, kaj je. A bo za poslušalke pa poslušalce, kaj njim sporoča? Ja, lahko. A bo za Gašparja? Deva Gašparja. Zdaj mu jaz pravim Gašparja. No, deva za Gašparja. Zdaj bo kmalo punco dobo. Ja. To že malo praznujemo občasno. Zjutraj čajčka pijeva pa kavo. Dobro. Še malo pa bo. Še šnopče pa bo, vidiš. Ampak, a veš kaj, jaz mislim, da je to, a ne vsi ga hecamo. Po en stran mu želimo, da punco dobo, po drug stran smo mislili, že pa že vse težave, pa vse ostalo. A veš, nekako gre skupaj to, a ni hecno. Zmeram. Lik, da mu narečeš, ti bo trajkar sam, ne. Pa to ni zabava. Ne, ni. Glikčar je o tem, da... To, kar si prej govorila, fint, ena je uporabljala besedno napor. Če hočeš kaj 10 sekund med, živeti, čutiti, moraš garati. Garati moraš, če se pa nalupo, pa sve lahko ti pokaš. To je čist. Torej, srečno življenje. No, če boste pogledali na internet, lahko napišete srečno življenje ali pa Minka Gantar. Še nekaj minut je sedaj z nami. Gospa Minka Gantar ni samo avtorica knjige, Ko imajo hormoni žur, velika uspešnica je to v Sloveniji, pač pa imava, a lahko rečem karte, ne? Seveda so karte in knjižica Prehod v novo dobo. Aha, Prehod v novo dobo. To je na posameznikovem nivoju. Vsak ima kakšen prehod kdaj v življenju. Zdaj tukaj le moram tvegati in potegniti karto. Za koga? Ne, deva za poslušalke in poslušalce. Ne za Gašpija, v redu. No, deva za poslušalke in poslušalce. Kaj je zdaj najbolj pomembno sporočilo? Nova energija, bo. Nove ideje prihajajo kot sporočila, prebliski in slike. Pred menoj je novo obdobje. To je karta 36. To je karta, potem pa pogledate številko in iz knjižice preberete celo modrost. Sedaj se prepuščam toku življenja. Zaupam, da se bo vse uredilo. Jaz in potem daš svoje ime. Se pravi, če bi jaz Minka Gantar, sem več kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnica svojega sveta. V meni se pretaka mogočna sila. Ampak to je na videz govora o samozavesti. Ne? V resnici je pa to neverjetna gesta. Človek težko preklopi iz sebe, kot je, v nekaj, kar si želi biti. Tako? To je zelo težko. Kar pomislimo, kako težko je začeti telovaditi. Ja, recimo. Veš, da bi bilo potrebno, pa da bi bilo fino, ampak rutina je pa rutina. No in prav te misli, jaz sem več, kot se zdi. Zavedam se, da sem stvarnik, da sem stvarnica. Sami sebi damo moč, pospešek, da se premaknemo iz te mrtve točke, da naredimo premik naprej. In dejstvo je, zadnjič enkrat smo se z otroci pogovarjali o tem, kako v bistvu duša izbira. Se reka, da vedno imamo izbiro in da imamo popolnoma svobodno voljo in če se odločimo, lahko gremo sedeti v cvetlični lonček, pa pijemo do konca življenja in je to od življenja. In vsi poznamo ljudi, ki pač malo pije, se ima fajn in prevegetira življenje. Ampak nič ne naredi v življenju. Po drugi strani, odnosi nas šolajo, to je dejstvo, in vsak ima nekoga, ki ga pač poskuša spraviti mečkan naprej.
In pač nekateri se mehen težje učimo, pač ramo kakšno klofuto, pa ramo včasih past. Vsi dobimo to. Tako, vsi dobimo. Zdaj, eni pa hitreje se učijo, pa pač ne rabijo teh lekcij v svojem življenju. No in zdaj, če gledamo te lekcije. Ena so tudi sporočila ali pa dota, ki jo dobimo od doma, recimo programi iz otroštva. Če ti od malega govorijo, bo tih pa potrp, si vedno na zadnjem mestu, veš v sebi, da bi bilo prav, da poveš, da jasno stojiš za svojimi prepričanji. In včeraj mi je ena gospa napisala mail in napisala, 25 let sem bila predpražnik. In potem sem se odločila za sebe, ampak očitno ni še predelala tega, ta ljubezen do sebe. In je še vedno predpražnik. Seveda je dobila druga partnerja, ki je bil od začetka krasen, ampak je postala spet predpražnik. In druga stvar, kar ona privlači v svoje življenje, so moški, ki jo prevarajo. In zadaj kakšne občutke ima? Občutek razočaranja, občutek izigranosti, zavrženosti. No in to so programi, in v bistvu s tem programom ona privlači take ljudi v svoje življenje. No in zdaj, kako se odprogramirati? Prav v zelenem poglavju, v tej knjigi, ko imajo hormoni žur, sem pisala o tem, kako se odprogramirati. Aha. Ker dejstvo je, da vsi imamo neka sporočila od malega. Imamo neke programe, občutke manj vrednosti in tako naprej. In to je pač za predelati. No, to mi v bistvu smo, ne? To smo. V veliki meri. Tako, zdaj pa kako se tega rešiti? Obstaja zdravilna molitev in to je zdravilni kodeks, ki pomaga pri tem, da se odprogramiraš od starega. In to je čisto preprosta molitev. Molim, da bodo vse znane in neznane negativne podobe, vsa nezdrava prepričanja, vsi uničujoči celični spomini in vse čustvene težave povezane z občutkom manj vrednosti, občutkom izigranosti in tako naprej. Ne greš vse naenkrat, enega pa po enega, odkriti, odprti in pozdravljeni, tako da se napolniš z novo energijo. V glavnem, to je na strani 49, cel postopek je opisan, ampak vam povem, da jaz sem to sama na sebi preizkusila. In sem prišla do zaključka, da se lahko odprogramiraš od vsega, da dejansko lahko začneš drugače razmišljati in da tudi lahko se rešiš bolezni. Ena gospa je začela to delati, imela je težave s pritiskom, holesterolom, boleči kolki. Vsega se je rešila. Imenovati pa moraš svojo težavo. Tako izpostaviti in potem prosiš, da se napolni z novo energijo. In to je v bistvu, zdaj tudi veliko delam na tem, da pomagam ljudem odprogramirati. Zdaj sem tudi govorila z eno gospo, ki pa nista mogla imeti otrok. In logično taka bolečina vsakič, ko ji nekdo reče, koliko otrok imate pa vi, ko ona reče, nimam otrok, je to bolečina. In vse to, kar je dala skozi zdravljenje in tako naprej, ima kaj za počistiti, to bolečino. No in da zdaj povem še eno dobro novico, prej sem jo že povedala Francijo, moram povedati. Vedno je upanje. Lejte, če nekdo ne more zanositi, in tega je ogromno danes, je v osnovi lahko ena od možnosti, da enostavno ne pride do zanositve, če imajo moški lene semenčice, in to je zaradi pomanjkanja C-vitamina, in tukaj se pogovarjamo vsaj o 1000 mg C-vitamina dnevno. Druga možnost pa je, če ima ženska neprestano spontane splave, oziroma da se ne prime po domač. Kaj je treba narediti? B-vitamin, pa omega-3, pa C-vitamin, pa E-vitamin. No in točno to kombinacijo sem zdaj dala eni gospe in ta gospa je imela 4 zaporedne spontane splave in veste, kakšna bolečina je to? A ne, da ti otroček umre in tako si želiš tega otročka. In včeraj me je klicala in je rekla, a veš, da pričakujemo. Je rekla in se počutam boljše, čutam, da je otrok živ, da bo v redu, ker treba jo je bilo nahraniti, ona je bila vitaminsko podhranjena. No in še eno stvar je spremenila, spala je na sevanju in to je pa tudi en velik dejavnik, ker če spiš na sevanju, te dejansko konstantno vteka energija. Mečkaj še pojasnite to, no? Sevanje. Dejstvo je, da obstajajo vodni tokovi. Dejstvo je, da obstajajo razna te križi. Nisem strokovnjak za sevanja, ampak sodelujem z enim terapeutom, ki pač te stvari pomeri. In takrat, ko enostavno se dogaja, da si zjutraj še bolj izžet, ne zmatran, izžet, kot pa zvečer, ko greš spat, se moraš vprašati, kaj pa, če ležim na sevanju.
In za začetek bi bilo mogoče pametno samo obrniti smer ležišča, tudi če ne damo pomiriti, mogoče malo premaknemo poslo, če se jo da, in vidimo, se telo nam tako sporoča, kako se počutimo. Ne? Načeloma, če gremo spat, po noči se tvorijo hormoni za obnovo, bi se zjutraj mogli počutiti spočite, z energijo, nabite, veste tisto, ja, ampak kako naj to vem? Ja, ne razumem čisto. Tisti, ki zjutraj vstane s podočnjaki. To je že, ampak kako je pa z rešitvijo? Moš potem poslo premikati enostavno. Za začetek obrneš smer ležanja. Aha, ne? To je že tako. To je že ena stvar. Druga stvar, kdor se po noči zbuja, tam večerjo preslabo. Vedno vprašam, kaj pa ješ za večerjo? Ja, veš, ponovadi, kakšne dame, jem samo solatke. Ja. Lej, od solatk se ne tvori rastni hormon. Rastni hormon je pa tisti, ki ga potrebujemo za obnovo in potrebujemo beljakovine zvečer. Zdaj pa tisti, ki pa zvečer pivo pijejo, pivo ima pa glikemični indeks 110, je pa čisti sladkor, ti pa za 5 ur blokira presnovo, ja pa se spet nič ne dela po noč. A ne teh dobrih hormonov. Zato zvečer, vam povem, čist dobra večerja, vzameš pršut, pa sir, pa olive, pa nič kruha, pa en kozarček cvička, pa je to to. To je pa odlična večerja. In lahko kakšne orehe zraven, to je pa odlična večerja, ki spodbuja rastni hormon, pa spalni hormon in pomaga pri tem, da se po noč obnovimo. Zdaj pri cvičku, lejte, pa pri rdečem vinu moramo biti previdni. Tukaj govorimo o 1 deciju kot zdravilo. Zdaj, če nastane 1 liter, to ni to. To ni to. To ni potem Minka Gantar. Ne. Torej, knjiga, ko imajo hormoni žur, zelo priporočam in tudi, kako bi tole lahko imenovala, vedno znova imam težave. Karte ravno niso neke vrste duhovne karte, ne? Ja, v glavnem za tiste, ki želijo živeti boljš. In dajva še eno sporočilo, zdaj za konc, na hitrco še eno sporočilo za vas, tale vam pogledala. Gibanje. Gibanje mi veča energijo. To je povezano s tem, rad se imam, rada se imam in se cenim. Mogoče zdaj pomislite, najprej moram začeti laufati. Ja, točno to. Ne. Zjutraj naredite tibetanske vaje. In veste, kaj je bilo včeraj zjutraj? Jaz delam zjutraj tibetanske vaje in hčerka vstane in me je posnela. In je zraven dala eno divjo busko, pa hitrejš posnetek, je rekla, vidiš, kako moja mami zjutraj žurira. No in misel naprej, skrbim za svoje dobro počutje. Moje telo je ustvarjeno za gibanje. Moje telo potrebuje gibanje, da je pretočno, da je v stiku samo s seboj. To je način meditacije. Vesela sem, da živim. To je povezano z radostjo. No, tako da želim vam čim več radosti in predvsem imejte se radi. To je pa najbolj pomembno, ker če se nimaš rad in sebe ne postaviš na prvo mesto, pa si pa predpražnik. Minka Gantar, hvala. Z veseljem. Povabili smo na kavo. Akcija.